Ja, lep pozdrav vsem na 6. izredni seji občinskega sveta. Uvodoma se opravičujem za tako kratek sklic seje, ampak razmere pač temu to dejanje narekujejo. Je pa v skladu s pravili poslovnika dela občinskega sveta oziroma statuta, tako da v legalnem smislu je vse kot mora biti, pa vendarle se opravičujem za tako kratek sklic roka za sejo in pa hkrati za izjemno dobro udeležbo. Glede na to, da imamo samo 3 opravičila, pa seveda, da je to precedens, da je, mislim, da seja v dopoldanskem času, teda še enkrat hvala vsem za prihod. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost 19 svetnikov in svetnic, ugotavljamo občinski svet sklepčen in lahko gremo na dnevni red 6. izredne seje. Dnevni red ima eno točko dnevnega reda, to je predlog rebalansa proračuna občine na Koroškem za leto 2025. Sam nimam sprememb dnevnega reda in odpiram razpravo k predlaganemu dnevnemu redu današnje seje. Če ni razpravljavca k dnevnemu redu, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 6. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za. In prehajamo na edino točko današnjega dnevnega reda, to je predlog rebalansa občine Ravne na Koroškem za leto 2025. Kot je že pisalo uvodoma, je rebalans potreben za izkaz zaprte finančne konstrukcije za investicijo, ki ste na prejšnji seji občinskega sveta potrdili. Višina finančne konstrukcije v smislu, koliko mora dati občina in koliko se pričakuje od države, se ne spreminja. Ta schema je popolnoma identična. Se pa prijavljamo, kot rečeno, na razpis ministrstva, ki pokriva tudi šport. Tako da želimo imeti te dodatne točke, ki jih prinaša razpis, kolikor bo že izbran do 25. aprila izvajalec gradbenih del oziroma dobavitelj te umetne trave oziroma to, kar je v IP-ju pač zapisano. In ukolikor danes sprejmete rebalans, lahko v torek že izberemo pravnomočno izvajalca. Očitno glede na dogajanje na portalu javnih naročil prijave bojo. Tudi to so bili malo skeptični, da se bo sploh do prijav tako kratkem roku, vendar kaže, glede na vprašanja, ki jih javno dobivamo, da bo vsaj en ponudnik, torej torek, oddal zavezujočo ponudbo. Zato vas prosim, da obravnavate to točko dnevnega reda danes in da glede na to, da ni vsebinski sprememb projekta, ki je bil prejšnjič izglasovan, to sprejmete. Sredstva občine, pa kot je tudi že mišljeno, da bi rekel bilo pri samem IP-ju oziroma investicijski dokumentaciji, pa proračun zagotavlja preko kreditiranja oziroma preko, kot za celotno delovanje proračuna, preko zadolževanja občine, kaj drugega v tem trenutku ni možno. Toliko z moje strani, kot utemeljitev, zakaj je potreben predlog rebalansa. Zdaj, če bi gospod Gorinček ne želi dopolniti moje razlage, torej odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim. Gospod Škratek, prosim. Vzgleda edini, hvala za besedo. Lep pozdrav. Strinjam se, da je potrebna, da je obnova mestnega stadiona res potrebna, da si uporabniki zaslužijo stadion in atletsko stezo, ko bosta omogočila normalno uporabo. To ob sedanjem stanju ni možno. Ponovno pa bom, kar sem povedal že ob sprejemanju DIP-a. Ob nujnosti obnove stadiona pa sem tudi prepričan, da obstaja cenejša varianta, ki bi prav tako omogočal primerno uporabo, primerno ureditev sedanjega slabega stanja te infrastrukture ter kot taka zagotovila dolgoletno uporabo. Prav tako sem prepričan, da ni bilo prav, da se iz te investicije izločila ureditev več funkcijskih igrišč na območju športnega parka. Ta igrišča uporablja najširša množica občanov. Z vidika financ bo predlagana varianta ureditve mestnega stadiona dodatno zelo obremenila občinski proračun. Potrebna bo velika dodatna zadolžitev. Finančno bo to pomenilo, da bo prihodnje precej manj prostora za izvedbo projektov na ostali infrastrukturi v naši občini. Vemo, da imamo veliko nujnih potreb na športnih objektih, na komunalni infrastrukturi in na področju reševanja stanovanjske problematike v naši občini. Zato žal predloga spremembe proračuna v taki obliki ne morem podpreti. Hvala. Hvala, gospod Škrateko, za njegov razpravo. Gospod Šimenc. Hvala za besedo, lep pozdrav. Eno vprašanje imam, a se ta rebalans nanaša na celotno
ureditev štadiona trava plus tartan ali samo trava? Samo prva faza, samo prva faza ureditev nogometnega stadiona, kot je bilo v prejšnjem investicijskem programu prikazano, prva faza 2025, druga faza 2026. In zdaj reflektiramo, vmes je bilo vprašanje, no, za 250 000 evrov na ministrstvo za šolstvo, ki pokriva športno, kakve bi pa komercialne ponudbe v torek, pa so ne vemo, zdaj upam, da bo čim nižje. Prosim, gospod Zih. En lep pozdrav vsem skupaj. Jaz delno bi se strinjal z gospodom Ivano, ampak jaz mislim kljub temu, da zaradi tega, kolikor se ljudi udeležuje, koliko otrok imamo zadaj, to je čez 200 otrok, ki hodijo, trenirajo, s tem, da bi lahko zagnali tudi atletsko, atletiko malo v večjem, obširnejšem obsegu, če bi to stadion spravili v red, tako da jaz mislim, da je prav, da se to da. Tako sem že zanč omenil, če smo zadolženi, dajmo se še nekaj zadolžiti, ne. Važno je, da bojo naši zanamci imeli dobre pogoje. Je pa res, da bo ponekod bo pač za to infrastruktura trpela, ampak jaz mislim, da je prav in bom to tudi podprl. Hvala. Hvala, gospodu Zihu. Več prijavljenih vas ni, torej zaključujem razpravo občinskega sveta in predlagam sklep. Občinski svet Občine na Koroškem sprejme rebalans proračuna Občine na Koroškem za leto 2025 in odlok o spremembi odloka o proračunu Občine na Koroškem za leto 2025. Kdo je za? Sedem za. Kdo je proti? Dva proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem je zaključena 6. izredna seja, za katero se vam zahvaljujem, da ste se udeležili in da smo sprejeli ta sklep, ki lahko sedaj gre v objavo v uradnem listu. Tako da, hvala vam.